Današnji dogodek, Slovensko-francoski forum, je že 7. v paleti dogodkov, katere smo organizirali. Sem tudi zelo vesel, da smo v mesecu novembru v novo nastalem poslovnem klubu, slovenskem poslovnem klubu v Franciji našli zelo hiter skupni jezik. Tudi veleposlaništvo Francije v Sloveniji se je odzvalo našemu vabilu kot soorganizator. Današnji dogodek dokazuje tudi, da imajo slovenska podjetja interes in željo prodirati na francoski trg. Francoski trg, naprimer, več kot 1000 podjetij že izvaža slovenskih, 70 podjetij ima že francoski kapital v Sloveniji, tako da moramo samo še bolje zinformirati se tudi kot podjetja in verjamem, da je velik potencial tudi na francoskem trgu. Francoski trg je tudi v skladno strategijo eden izmed strateških trgov Republike Slovenije in verjamem, da imamo tukaj še veliko priložnosti in uspeha, da svoje izdelke in tudi na konec koncev storitve izvozimo v Francijo. Zdaj, katere so glavne barijere, zakaj slovenski podjetja ne pridejo tako pogosto na francoski trg? Prva stvar je, zato se vprašajo, čeprav Francija ni daleč, kako, s čim, zakaj ne. Tukaj vendarle je neka jezikovna barijera, znanje francoskega jezika, tukaj morda je kulturna barijera, ki je predvsem v naših glavah, ker slovenska in francoska kultura vendarle nista toliko daleč narazen, ampak če dam kakšen svet, je seveda ta pragmatično, Francija je trg priložnosti, ker je velik, ker ponuja mnogo priložnosti. In druga stvar je za pristop na francoskem trgu, je zagotovo potrebno imeti neko malo znanje francoščine, pa neko znanje francoščine. In tukaj je mogoče kakšna ideja v slovenskem izobraževalnem sistemu, vrnite francoščino nazaj v slovenski izobraževalni sistem, kajti znanje francoščine je na francoskem trgu izredno pomembno. Tako da danes sem izmed gostov rekel, če v bistvu Francozu nekaj prodajaš, govori samo francosko, če pa nekaj kupuješ, bo isti Francoz govoril vse svetovne jezike. Osnovno poslanstvo in prvo poslanstvo kluba je, da smo platforma za druženje, kjer se ljudje lahko med seboj spoznajo in ustvarjajo nove priložnosti za nadaljnje delo. V prihodnosti in seveda v vsakodnevnem prizadevanju si želimo, da se naše članstvo poveča. Želimo povezati vsa francoska podjetja v Sloveniji, kot tudi vsa podjetja, ki jih francoski trg zanima. Od tu naprej se bodo lahko pisale nove zgodbe in imamo nove ambicije, kako bi klub lahko prerastel tudi v kakšno večjo in pomembnejšo organizacijo. Lactalis skupina je največji svetovni proizvajalec v mlečni industriji in z vhodom oziroma vstopom na slovenski trg nam je odprla definitivno vrata v večino sveta. Ne samo z svojimi blagovnimi znamkami, ampak tudi odprla vrata za naše blagovne znamke, predvsem pa za nove proizvode, ki smo jih skupaj razvili in s katerim uspešno nastopamo na teh trgih. Pomenam posebej zgodbo o uspehu v Franciji s Skirom, kot blagovna znamka Sigis, kjer smo edini proizvajalec v Evropi, ki proizvajamo ta izdelek in ga uspešno tržimo na francoskem skupaj s kolegi v Lactalisu Francija, uspešno tržimo na francoskem trgu. I'm very happy of this wonderful event. It was a wonderful event and I thank very much the spirit and the two business club. We created a very positive momentum to strengthen our bilateral cooperation. We have a real potential in many sectors such as space, such as renewable energies, artificial intelligence and other areas as well, and I'm sure that we will have wonderful opportunities in the coming months and years to go on and to build in another scale this economic bilateral relationship between Slovenia and France.